8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Spoštovani gostje, predsednik Državnega sveta Marko Lotrič, državni sekretar magister Dejan Židan, ministrica za kulturo doktorica Asta Vrečko, varuh človekovih pravic Peter Svetina, svetnika Državnega sveta Republike Slovenije Dane Kastelic in Luka Steiner, predsednik sveta Fundacije za šport Branko Zorman, direktor fundacije FIHO Borut Sever, predsednik NISOS-a Mithed Huskić, generalni sekretar OKS Tomaž Jontes, spoštovani športniki in športnice, predstavniki invalidskih organizacij, spoštovani podporniki parašporta. Lepo pozdravljeni na prireditvi Parašportnik leta 2024. Prisrčno pozdravljeni, v izjemno čast mi je, da sem lahko vnovič v vaši družbi, v imenitni družbi. Letos seveda častimo vnovič izjemne dosežke slovenskih športnikov invalidov. Tisti, ki niste med najboljšimi, udobno se namestite in uživajte z nami. Tisti drugi pa se kmalu vidimo na odru, kaj ne dam? No, kot je že običaj, pa na oder najprej vabim predsednika Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paraolimpijskega komiteja, k besedi Damjana Lazarja. Spoštovani predsednik Državnega sveta, gospod Marko Lotrič, spoštovana ministrica za kulturo, dr. Asta Vrečko, spoštovani gospod Peter Svetina, varuh človekovih pravic, spoštovani državni sekretar Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, gospod magister Dejan Židan, spoštovani visoki predstavniki invalidskih organizacij, spoštovane športnice, športniki, trenerji, zdravniki, fizioterapevti, spoštovani podporniki parašporta. Dovolite, da vas pozdravim in zaželim dobrodošlico v imenu Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paraolimpijskega komiteja. Za nami je izjemno leto, polno presežkov, ko so naše športnice in športniki, trenerji in vse strokovno osebje ponovno dokazali svojo usmerjenost, predanost ter trdo delo in vse to popeljali na sam vrh Olimpa. V zadnjem letu smo videli, kako so stanje postale resničnost in sam nikoli ne bom pozabil, kako je v Šotoruju zadonela zdravljica in sem videl zlati sijaj v Ananijevih očeh. Prav tako ne bom pozabil odločilnega dvoboja Žive in Dejana, ki je zaznamoval njunih življenji. Ponosno smo spremljali naše odbojkarice, ki so se zavzeto borile z najboljšimi na svetu in na izjemnem atletskem prizorišču navijali za Henrika Planka. Ne samo paraolimpijske igre, letošnje leto so zaznamovale tudi druga velika tekmovanja, kjer so naši parašportniki posegali po največjih priznanjih. Tudi najmlajši parašportniki si utirajo pot med najboljše na svetu. To so tisti trenutki, ko vse skupaj dobi smisel, ki tlakuje pot za nadaljnji razvoj parašporta pri nas. Veseli me, da parašport se zelo mednarodno razvija in tudi v Sloveniji ta razvoj poteka dovolj hitro. Vedno bolj pridobiva na veljavi, zaradi česar potrebuje tudi vse več strokovne podpore in seveda tudi finančne podpore. Naši športniki in trenerji dokazujejo, da kljub omejenim finančnim zmožnosti lahko dosegajo vrhunske športne rezultate. Ob tem bi se za finančno podporo zahvalil Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ter Fundacije za financiranje športnih organizacij, ki nam svojim finančnim deležem že vrsto let omogočajo izvajanje športnih programov. Veliko pomoč pri vsem so tudi naši sponzorji, s katerimi razvijamo dolgoletno partnerstvo in izjemno pripomorejo k ustvarjanju boljših pogojev za razvoj parašporta pri nas.
Zato na tem mestu iskrena hvala podjetjem, ki ste v nas prepoznali zanesljivega partnerja, Lidlu Sloveniji, Toyoti, podjetju Lek, Loteriji Sloveniji, Zavarovalnici Triglav in Termani Laško. Hvala vam, da podpirate naše poslanstvo in omogočate mnogo uspešnih in zglednih zgodb ter športnih dogodkov. Za nami je najodmevnejše tekmovanje v 4-letnem ciklusu na svetu, Paralimpijske igre v Parizu, po 12 letih ponovno v Evropi. Letos smo lahko Paralimpijske igre spremljali neposredno preko malih zaslonov na RTV Sloveniji. In tukaj velika zahvala Ministrstvu za kulturo, ki je v zadnjem hipu našlo finančna sredstva, da smo videni tudi v Sloveniji. Želimo si, da bo tudi v prihodnje takšna praksa neposrednega televizijskega prenosa iger z nam največjega tekmovanja tudi v bodoče. To si naši parašportniki brez dvoma zaslužijo, predvsem pa nam s hvaležnostjo vračajo z vsemi izjemnimi športnimi dosežki. Naslednje leto nas čaka olimpijada gluhih v Tokiu. Prepričani smo, da bodo naši gluhi športniki ponovili odlične rezultate iz pretekle olimpijade in da bodo na japonskih tleh dosanjali svoje sanje. Letošnji dan slovenskega športa, 23. september, je bil za našo organizacijo prav poseben dan, saj smo po nekaj letih priprav z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport podpisali pogodbo o izvajanju obsežnega projekta, ki bo financiran iz evropskih socialnih skladov. S konzorcijskim partnerjem Olimpijskim komitejem Zvezom športnih zvez je nastal nov projekt Aktivno inkluzivno, ki bo skušal doseči čim večjo vključenost in integracijo invalidov v družbo skozi šport. To predstavlja veliko priložnost in seveda tudi izziv, da parašport zaživi tudi na lokalnem področju. Vse do konca leta 2028 bomo v redno vadbo na novo vključili najmanj 1000 invalidov. Vsi poznamo trenutke, ko uspeh niso izraženi samo v številkah ali medaljah, ampak v sposobnosti, da premagamo prepreke, ki so se nam zdele pred kratkim še nepremagljive. Danes smo tukaj, da slavimo ljudi, ki nas vsakim svojim korakom navdihujejo, učijo prav o tem, da so ovire samo v naših glavah. Parašportniki niso le del športnega uspeha naše države, ampak so gonilna sila sprememb, ambasadorji enakosti in moči ter vzor novim generacijam parašporta. Vsaka vaša medalja, vaš nastop so polni vztrajnosti in ponosa, ki presega športne meje ter daje zgled za celovit razvoj inkluzivne družbe. Današnja prireditev Parašportnik leta 2024 simbolično nagrajuje najbolj uspešne parašportnike v letu 2024 in s tem izreka spoštovanje za dosežene vrhunske športne rezultate. Parašportnicam in parašportnikom izrekam iskrene čestitke, trenerjem, zdravnikom, fizioterapevtom, sodelavcem in strokovni službi pa se zahvaljujem za njihov trud ter odlično delo. Vsem skupaj pa želim prijetno druženje na prireditvi in vesele prihajajoče praznike ter srečno novo leto 2025, v želji, da bomo kot krovna organizacija za parašport še uspešnejši, parašportniki, strokovno vodstvo pa da bodo dosanjali vse tiste športne uspehe, ki si jih svojo vztrajnostjo tudi zaslužijo. Hvala lepa. Najlepša hvala vam, gospod predsednik, za te besede. Mi smo pa tudi počaščeni, da je v naši družbi državni sekretar Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport magister Dejan Židan. Magister Židan, lepo prosim, če bi nekaj svojih misli podelili z nami. Spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovana ministrica za kulturo, dragi prijatelj in predsednik Paralimpijskega komiteja, drage parašportnice in parašportniki in vsi ostali prisotni, lepo pozdravljeni. Dane Kastelic, ki sedi tam za vami v drugi vrsti, spoštovana prva vrsta, me že dosti let uči nič o invalidih brez invalidov.
In ministrstvo, ki je pristojno za šport od aprila lanskega leta, se tega v celoti drži. Hvaležni smo vam, da ste aktivni in prisotni v strokovnem svetu za šport Republike Slovenije, ki ga tokrat ne razumemo samo kot nek nebodiga treba organ, ampak kot organ, kjer je potrebno uskladiti, kaj želimo narediti in dobiti soglasje. Z vašim sodelovanjem smo letos imeli že 8, ne letos, od aprila lanskega leta 8 rednih sej, kar nekaj izrednih in 2 delovna posveta. Vaši ljudje, vaš predsednik je ves čas prisoten tudi v vladni skupini, katere naloga je, da izboljša položaj športa v celoti v Sloveniji. Z vami smo se posvetovali, ko smo spreminjali Bloudkov zakon, tako da so medalje, ki jih parašportnice in parašportniki dobite na paralimpijskih igrah, povsem enakovredne medaljam iz olimpijskih iger. In skupnega delovanja je še veliko. Nam je v čast, da smo se lahko z vami usklajevali in bolj podprli tako paralimpijske igre, kakor bo podobno tudi v prihodnje. Dovolite pa, da še z vami delim nekaj misli, ki so zelo pomembne. Ministrstvo je postalo pristojno za šport aprila lanskega leta. Sem že povedal, ampak želim povedati tudi pred vami, naša dolžnost je bila, da pogledamo stanje, ki smo ga prevzeli. In z vso odgovornostjo povem, da je šport v Sloveniji izjemno cenjen. Parašport je izjemno cenjen. Uspehi parašportnikov in športnikov so nadpovprečni. In šport in parašport sta mogoče edina ali vsaj ena od redkih dejavnosti, ki nas ne združuje, kjer ni pomembna politična barva, ni pomembna starostna meja ali geografska pripadnost. Nas združuje. In še vedno verjamemo v evropski model športa, kjer je definicija zelo široka. Ampak v tem trenutku na pristojnem ministrstvu evropski model športa razumemo predvsem kot solidarnost in dosegljivost. Nažalost smo se v zadnjih desetletjih od tega modela nekoliko omaknili. Nažalost je danes preveč odvisno od finančne moči družine, ali se mladi, talentirani športnik ali parašportnik sploh ukvarja z športom, za katerega ima talent. In jaz sem vesel, da smo začeli skupaj sredstva za šport dvigovati. Vendar upanje, da bomo lahko evropski model športa ponovno vzpostavili na način, da ne bomo zagotovili evropsko primerljivega financiranja, je napačno. Z lepimi željami, velikimi besedami naredimo samo frustracije, če niso realizirane v praksi. Tako da jaz upam, da nas bo tudi v prihodnjih letih uspelo to, kar sedaj počnemo, da na letni ravni denar za financiranje programov in investicij povečujemo vsaj za 20% letno. V tem trenutku, spoštovane in spoštovani, poteka največji investicijski napor v zgodovini Slovenije. 141 objektov se obnavlja ali gradi. Prispevek države je velik kakor še nikoli, čez 50 milijonov evrov. Preostalo doda lokalna skupnost. In skupna vrednost projektov, ki trenutno potekajo, je 176 milijonov. Vendar to moramo razumeti šele kot začetek. V tem trenutku je v Sloveniji 3700 objektov vpisanih v razvid, v register kot javni športni objekti. Zaradi pomanjkanja denarja v preteklosti, vzdrževanja teh objektov niso bila takšna, da bi zagotovila maksimalno primerne športne pogoje za naš šport. In mi moramo ta napor nadaljevati v prihodnjih letih. Še bolj kot športni objekti je pa seveda pomembno vlaganje v programe. Naslednje leto vsi skupaj razumemo kot leto, ker moramo narediti pomemben korak naprej v skupini otroci, mladi, kakovostni in vrhunski šport in parašport. Mi smo dolžni, da finančno podpremo nove programe, mi smo dolžni,
da ukrepimo obstoječe, zato ker brez tega se veseliti ob Dončićih, Pogijih je samo licemerje. Dončić, Pogi in ostali so posledica preteklega dela, tudi v infrastrukturi, tudi v programih, v javnih programih. In zato je sedanji razmislek, kako stanje izboljšati, tako zelo pomemben. Naslednje leto začnemo vsi skupaj 2 družbeno pomembna programa. Zame osebno je najpomembnejši program, o katerem ste, gospod predsednik, spregovorili. Želimo, da do konca naslednjega leta naredimo 12 vstopnih mrež za šport invalidov, ki jih trenutno v Sloveniji nimamo, v regijskih središčih. Želimo dodatno izobraziti 350 trenerjev, ki jih imamo trenutno v Sloveniji, da bodo razumeli potrebe invalidov zaradi večje inkluzije, vključenosti. Hkrati pa naslednje leto odpiramo več kot 120 vstopnih točk v Sloveniji za ljudi, ki se trenutno za telesno aktivnostjo ali športom ne ukvarjajo. To je eden najlepših projektov, ki je nastal skupaj z slovenskim zdravstvom. Zdravstvo mora imeti vstopno točko, da napoti, seveda na prostovoljni bazi, ljudi, ki so telesno neaktivni, bi jim pa telesna aktivnost lahko bistveno izboljšala počutje in zdravje. Ta projekt, ta drugi projekt pa delamo skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, danes bo podeljeno kar nekaj pomembnih nagrad. Te nagrade na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport ne razumemo samo kot nagrade vam osebno. Razumemo jih kot gibanju, kot nagrade gibanju, parašportnic in parašportnikov. In tisto, kar je zlasti pomembno, te nagrade vzbudijo pozornost ljudi. Vsak, ki ga prepričamo, da se dodatno ukvarja z telesno aktivnostjo, z športno aktivnostjo, je naša posamična zmaga. In zato smo vam in sem vam neizmerno hvaležen. Drage prijateljice, dragi prijatelji, v letu 2025 vam želim, da vaš predsednik, gospod Damjan Lazar, enako vztrajen kot letos. Saj samo z vztrajnostjo nekaj dosežeš. In spoštovani predsednik, obljubljam ti, da vrata pristojnega ministrstva bodo vedno, kadarkoli bo želel, zate in za tvoje ljudi na ministrstvo odprta. Vse dobro. Najlepša hvala tudi vam, magister Židan, za te vzpodbudne besede in vso podporo. Res je. Hvala lepa, gospod Židan, čudovit govor. Našega prevajalca v znakovni jezik sicer že malce roke boli, ampak vseeno pozdravite ga, Martin Klepec. Ja nič, zdaj pa na hitro poglejmo vse te imenitne dosežke, ki so jih slovenski parašportniki dosegli v letošnjem letu. Champion representing Slovenia, Ranček Borut Tješev. In pod žaromete prihajajo oni, ki si to zaslužijo. To so naši cenjeni parašportniki in parašportnice. Svoje uspehe v minulem letu so gradili na odrekanju
vztrajnosti, težkih treningih, žuljavih rokah in nogah. Najprej čas za znake Zveze za šport invalidov Slovenije Slovenskega paralimpijskega komiteja za osvojeno medaljo na Evropskem prvenstvu ali v neparalimpijski športni panogi. In prvi del znakov zveze bosta podelila državni svetnik Danijel Kastelic in Polona Škrbec, vodja oddelka službe za korporativno komuniciranje in upravljanje družbene odgovornosti pri zavarovalnici Triglav. Oba vabljena na oder, mi pa si medtem poglejmo, kdo si je v letu 2024 prislužil ta znak. Prvi del znakov zveze dobi paraplezalka Manca Smrekar. Uspešno leto je za njo. Na Evropskem prvenstvu je bila druga v težavnostnem plezanju v kategoriji AU3 in si tako prislužila znak zveze. Cenjena Manca, skupaj s trenerjem Matjažem Vrhuncem, prosim, pridružite se nama. Torej, Manca Smrekar in Matjaž Vrhunc, iskrene čestitke. Reprezentanca slepih in slabovidnih kegljačev že nekaj let pobira nagrade na našem odru, saj sodi v sam evropski vrh. Tudi na Evropskem prvenstvu na Poljskem letos so osvojili lepo bero kolajn. Tretje mesto ekipno so slavili Sašo Kajtna, Mitja Osolnik, Marjan Žalar, Slavko Muhič, Igor Žagar, Jože Lampe in Tomaž Furlan. Sašo Kajtna in Mitja Osolnik ter Jelka Orban in Katja Vogrič so osvojili srebrne medalje v mešanih parih, Marjan Žalar pa srebro posamezno in tretje mesto v kombinaciji B3 pari. Vse dobitnike medalj s trenerjem Sašo Kajtno in podajalci Karmen Praznik, Marijo Fras, Marko Mjeretino in Jelko Orban vabimo na oder. Poglej, krasen pogled, kaj ne, oder je poln imenitnih parašportnikov. Še nasmejte se za fotografijo. In iskrene čestitke.
Hvala lepa tudi podeljevalcema. Ti povem eno anekdoto. Pa daj no, imava že ravno čas. Odprej. Gospa me je ogovorila tamle na hodniku in je rekla, na televiziji vas več zgleda skupaj, takole švoh ste. In sem rekel, a lahko pridem potem k vam na kosilo? Očitno bil soprog zraven in je rekel, boste pa mene najprej vprašali. Koliko je bilo pa tega soproga skupaj? Kar vseeno. Torej, še vedno smo pri znakih zveze, ki jih podeljujemo za osvojeno medaljo na Evropskem prvenstvu neparalimpijski športni panogi. Na oder prideta nova podeljevalca, to sta Mithed Huskić, predsednik Enisosa in predsednica uprave Termane Laško, naša prijateljica, gospa Mojca Leskovar. Naša naslednja dobitnica pa je Diandra Bekčič za 3. mesto med člani v kategoriji K22 v parakarateju letos na Evropskem prvenstvu v Zadru, kjer je to mesto osvojila pod vodstvom trenerke Pije Cesar. Obe vabljeni na oder. Tako v prave roke sta šli priznani, čestitke. Najlepša hvala. V biljardu na vozičkih sta letos blestela Matej Brajkovič, ki je dosegel 2. mesto v disciplini desetke in osmice na Evropskem prvenstvu v podčetrtku, in David Slaček, ki je bil 3. v disciplini devetice na Evropskem prvenstvu v podčetrtku. Njun trener je Mitja Gradišnik. Oba reprezentanta sta trenutno na svetovnem prvenstvu v Ameriki, stiskamo pesti, zato bo njuni priznanji prevzela Jana Ferjan, ki jo skupaj s trenerjem Gradišnikom vabim na oder. Gospa Jana, sami ste? Ne veste, kje je Mitja? Mitja, ste z nami? Ni ga. Vse se da. Prenesite čestitke in pozdrave, najlepša hvala. Podeljujemo pa še zadnji znak zveze, ki ga bo prejel paraplesalec Amir Alibabić. Amir je na Evropskem prvenstvu v paraplesu v Pragi v kategoriji C1 posamezno moški osvojil 3. mesto pod vodstvom trenerja Andreja Novotnija. Oba vabim na oder.
Čestitke še za ta zadnja dva podeljena znaka zveze. No, z aplavzi smo si roke zagotovo že dodobra ogreli, za nekoliko dodatnega razgibavanja pa bodo sedaj ravno tako že tradicionalno na naši prireditvi poskrbeli paraplesalci. Me prav zanima, kakšno koreografijo so si pa za letošnji dogodek zamislili. Vsako leto je imenitna, ne vem, zakaj bi letos bilo karkoli drugače. Sašo, ne počni tega doma. Okej. A special one for you. Merry Christmas, darling. We're apart, that's true, but I can dream, and in my dreams I'm Christmasing with you. Holidays are joyful, there's always something new, but every day's a holiday when I'm near to you. Wake me up inside. Can't wake up. Wake me up inside. Call my name and save me from the dark. Wake me up. Bid my blood to run. Can't wake up before I come undone. Save me from the nothing I've become. Now you can't just leave me. Breathe into me. Make me real. Bring me to life. Rudolph the red-nosed reindeer
had a very shiny nose. And did you ever saw it? You wouldn't even say go. All of the other reindeers used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer game. Krasna točka. Še malo bomo morali trenirati. Vidva. Ko sva na zadnje plesala, si ti rekla, to meni kolesca škripajo, pa sem rekel, ne, to so moja kolena. Pa še res je bilo. Hvala lepa plesalkam in plesalcu, na oder pa sedaj vabim Romana Jakiča, direktorja Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča in predsednico uprave Loterije Slovenije, gospo Romano Girandon, da bosta podelila bronaste znake. In na oder vabimo tudi svetovnega prvaka v športnem ribolovu. Ta laskavi naziv si je letos na svetovnem prvenstvu v Plovdivu prislužil Rudolf Centrih. Trener športnega ribolova je Boštjan Roj, selektor pa Peter Jankovič. Čestitke vsem, pridite po svoje nagrade. Hvala nagrajencema in podeljevalcema, kajti nadaljujemo že s srebrnimi znaki. Na oder zato vabim varuha človekovih pravic, gospoda Petra Svetino in Mojco Pavlin, ki v Leku skrbi za korporativno komuniciranje. Kar takoj poglejmo, kdo je prvi prejemnik te nagrade. Šahist Bruno Glas je postal svetovni prvak na mladinskem prvenstvu v šahu, ki je bilo v Beogradu. Bruno je dosegel prvo mesto v hitropoteznem šahu in drugo mesto v standardnem za gluhe športnike. Njegov trener je Hilmija Ahmatović. Iskrene čestitke obema. Saj niti ne more biti drugače. Gospodič Glas ima že šahovsko ime Bruno po izjemnem slovenskem velemojstru Bruno Parmi. Samo še tole, jaz moram izkoristiti priložnost. Bruno, gukeš ali dink? Dink. Dobro. Če tudi je izgubil naslov svetovnega prvaka. Hvala lepa. Nismo še končali, kaj ne dan? Ne, s srebrnimi znaki pa še ne. Poglejmo si naslednji video in naslednje prejemnike.
Srebrne znake za osvojeno 6. mesto na Paralimpijskih igrah v Parizu prejme reprezentantke odbojke sede. Lena Gabršček, Tija Vrhovnik, Klara Vrabič, Barbara Kocmur, Vesna Pogačar, Mira Jakin, Jana Ferjan, Suzana Ocepek in Saša Potnik-Hren ter trener Simon Božič in njegova pomočnika Branko Mihorko in Danica Gošnak. Z ekipo sta bila v Parizu še pomočnik kineziolog Stefan Kneževič in vodja ekipe Darko Đurić. To so naša čudovita dekleta, vse smo našteli razen ene. Da so se naše punce uvrstile na Paralimpijske igre v Parizu, ima velike zasluge tudi odbojkarica Valentina Brig, ki pa, kdo bi razumel, mednarodno paraodbojkarsko zvezo, žal ni smela nastopiti v Parizu, smo pa vsi skupaj zelo hvaležni za vse, kar je naredila te reprezentanci. Aplavz ne samo za ta dekleta, tudi za njo. Cenjena podeljevalca, najlepša hvala. Časi, samo podeljevalca sem rekel. Kam se vam mudi? Presenečenje imamo za vas. Simpatično presenečenje, ne vem, bo video ali ne, ampak a se vi spomnite fanta, ki je recimo za vas skrbel v Parizu? Se? Katerega? Izaka se spomnite. Isaac je prav, ni Slovenec, ne da, je s Filipinov. Še včeraj bil v Italiji in je prišel k vam. Isaac, welcome Isaac. Isaac je bil na Paralimpijskih igrah prostovoljec, bil je zadolžen za slovensko reprezentanco in tako mu je bila všeč, da je rekel, pridem danes iz Italije, čeprav je še včeraj bil v Veroni. You have been to Verona yesterday? I was in Verona, yes. Aha. Drugače tudi velik ljubitelj odbojke. Tole je Isaac, oblečenje v filipinsko narodno nošo, kaj ne da? Naslednje leto pride v slovenski. Ja, še tole. Isaac, come closer, please. Show us the picture, show us the photo. Reprezentantke bodo prijele fotografijo Vida Ponikvarja. Ena izmed teh fotografij, tudi ta fotografija, je bila na razstavi Igre poguma, razstavi posvečeni uspešnim nastopom na Paralimpijskih igrah v Parizu. In vsi, ki jih je Vid ujel v objektiv, bodo danes prijeli takšno ali podobno fotografijo. Isaac, thank you. In dekleta, hvala lepa. Ja, zdaj ste pa res prosti. Za enkrat. A pomagam, dekleta?
No, danes bomo še polni presenečenj, obljubim, ampak za osvojene medalje na svetovnem prvenstvu v paraolimpijski disciplini pa nič kaj presenetljivo ne podeljujemo zlatih znakov. Na oder vabim doktorico Asto Vrečko, ministrico za kulturo in državnega svetnika Luko Steinerja, da podelita zlate znake. Pa kar začnimo z ogledom prvega videa. Iris Breganski je na svetovnem prvenstvu v atletiki za gluhe športnike v Tajpeju osvojila srebrno medaljo v mnogoboju in skoku v višino. Iris in njeno trenerko Mojco Breganski vabim na oder iskrene čestitke. Čestitke obema. Hvala. Še enega prejemnika imamo. Še enega. Poglejmo. Franček Gorazd Tiršek je na paraolimpijskih igrah v Parizu osvojil zlato medaljo z zračno puško stoje v kategoriji R4, kar je za Tirška sicer že 5. medalja na igrah v karieri, a prva zlata. Častni občan Gornjega Grada, ki so ga ob njegovem veličastnem sprejemu z paraolimpijskih iger preimenovali kar v Zlati grad, sicer najbolj uživa v naravi. No, na oder pa vabimo tudi njegovo trenerko Andrejo Gorjup. Čestitke. Čestitke obevam, nadaljujeva, kaj ne da? Vsekakor. Bronasto medaljo na paraolimpijskih igrah v mešanih ekipah. Sem pohitel. Pa saj smo vsi že vedeli. A smo res? Bronasto medaljo na paraolimpijskih igrah v mešanih ekipah sta osvojila paralokostrelca Živa Lavrinc in Dejan Fabčič. Na oder naj pride tudi njuna trenerka Brina Božič in pomočnik Manfred Rise.
Cenjena podeljevalca, Živa, trener, najlepša hvala in iskrene čestitke. Nisem pa rekel najlepša hvala, gospod Fabčič. Ja, jaz sem opozorila, da imamo danes precej Ja, ker presenečenj. nič ne poslušate, kaj ne da? Aha. Se opravičujem, da vidim, če tale mikrofon dejaven. Tale bo. Bom ta čas jaz preprijel tole, v redu? Vas bo počakalo tule brez skrbi. Kako ste, gospod Fabčič? Hvala, dobro, par trenutkov nazaj sem bil še boljše. Res? Ja, ker ne vem, kaj me čaka. Presenečenje. Pa super. A imate radi presenečenja? Ja, v bistvu jih imam rad, ampak eno tako si mi že zakuhal enkrat in od takrat se te malo bojim. Nikar. Nazadnje sva bila skupaj na eni prireditvi in sva prepevala, ker gospod Fabčič lepo prepeva. Skupaj sva prepevala. Ne bodo me več povabili, so rekli. Zato se sedaj Dejan boji presenečenj. Ja, res se spoznate na glasbo, ste velik ljubitelj glasbe, kaj ne da? Imate uho, imate posluh. Kratek kviz smo pripravili za vas. Kako poznate glasbo? Ampak morava se obrniti s hrbtom, ker gledalci bodo na zaslonih videli pravilne odgovore. Vi pa, da jih ne vidite, ne bodo izpisani tukaj, nikakor ne. Mi vam bomo zavrteli 3 skladbe, vi pa morate povedati, kdo je izvajalec. Bo šlo, ne da? Maestro, muzika številka 1. Easy. Easy? Ja, Bryan Adams. A res? Ja, Everything I do it for you. Iz Robin Hooda, ne da? Točno tako, moj najljubši film. Najljubši film celo. A vam nekaj povem? Ko je ta film bil, sem jaz bil zaljubljen v sošolko Darjo v srednji šoli. Živa resnica. Maestro, skladba številka 2. Easy. Tudi ta je lahka, ja. Easy. Ne, to so Cranberries. Cranberries, bravo, iskrene čestitke, vse poznate. Jaz sem bil prepričan, da boste tukaj imeli težave, pa jih nimate, še tretjega izvajalca morate zadeti. To bo sedaj muzika. To pa ni easy, slišim. Ne, ta pa je malo težja. Ja, tu sem tudi jaz sam zraven malček, no, to je drugače naš pevski zbor, komorni zbor Ipavska. Zborovodja? Damjana Vončina. Poglejva, če ste zadeli. Ja, ti so. A so pravi? To pa je presenečenje. A vi pojete z njimi? Ja, tudi, ampak to pa je res presenečenje, ker še par dni nazaj smo bili skupaj, pa se niso čisto nič izdali, da pridejo. Kakšni prevaranti, kaj ne da? Ja. Dobro. A boste pili brez njega? Z njim? Ja, to je to. Gospod Fabčič, v prvo vrsto, prosim. Dajte
Dajte mu soli za debile voli, dajte mu groš, da dojde k letu još. Dajte mu broha, dajte njemu mlojka, dajte mu grajte, dajte njemu grajte, dajte mu vina, dajte njemu zina, dajte mu grajte, dajte njemu zina. Dajte mu mesa, da bo šel nebesa, dajte mu groš, da dojde k letu još. Dajte mu groš. Prošelj je prošelj, pisani vuzer. Došelj je zeleni jurek. Dajte Jurja darovajte, dajte mu dajte, kar premorte dajte, dajte mu soli za debele voli, dajte mu groš, da dojde k letu još. Dajte mu dajte, 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 da nebo zima. Dajte mu dajte, dajte mu dajte, dajte mu groš. Prošelje, 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 prošelje. Zeleni jurek. No, po temlem čudovitem glasbenem premoru pa je čas, da podelimo priznanja, ki jih prejmejo posamezniki in posameznice, ki so svojim osebnim doprinosom v minulem letu pripomogli k večji prepoznavnosti in odtisu parašporta ter parašportnikov v slovenski družbi. To je obenem tudi zahvala zveze izbranim posameznikom, s katerimi so stkali trdno zavezništvo in partnerski odnos. Priznanja prijateljem parašporta bosta podelila podpredsednika Zveze za šport invalidov Slovenije Maja Bobnar in Gregor Gračner, ki ju vabim na oder. Medtem pa si poglejmo, kdo je prvi prejemnik. Vseeno pa mi največ energije dajejo tekmovanja invalidov. Parašport je nekaj posebnega. Ko vidite, da nekdo brez noge ali roke igra namizni tenis, pozabite na vse tegobe tega sveta, je dejal Blodkov nagrajenec za leto 2017, sicer pa sopotnik in velik podpornik namiznoteniškega turnirja v Laškem, ki velja za največji in tudi najbolj organiziran turnir za parašportnike na svetu. Tudi po njegovi zaslugi, saj je že 2 desetletji vpet v organizacijo. Tudi kot sodnik in vrhovni sodnik, tudi kot predstavnik namiznoteniških sodnikov in podpornik sodniške ekipe. Radi ga imamo tudi zaradi njegove mirnosti, preudarnosti ter strokovnosti. To je Matija Krnc, prijatelj parašporta. Zares toplo vabljen, Matija.
Čestitke, Matija, in iskrena zahvala pa tudi v mojem osebnem imenu. Lepo je imeti takšne prijatelje, kaj ne da? Res je. Imava še prijateljev, kaj ne da? A mi samo dovoliš, da tole priznanje gospodu Fabčiču, ki se prej tako vživel v petje, da je na tole gotovo pozabil, predam? Z veseljem? Morda pa ni zadnje, ki ga bo moral danes A, to pa morda mu še kakšno presenečenje pripraviva. No, še predtem pa poglejmo, kdo je prav tako dober prijatelj parašporta. Letos je minilo 10 let, odkar je organizirala v Brestanici prvi plavalčkov miting. Letos mineva 12 let, odkar je bilo v Leskovcu pri Krškem ustanovljeno športno društvo Plavalček, ki izvaja športne aktivnosti za osebe z gibalno oviro ter za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Plavalčki plavajo, opozarjajo nase in rušijo tabuje v družbi. Predvsem pa pod taktirko Tatjane Lapuh, naše prijateljice parašporta, kažejo, da so ovire v glavi. Tatjanina zgodba kluba je velik navdih in vzor, kako si v lokalni skupnosti izboriti prostor za športno zgodbo, jo razvijati in krepiti tudi z vsemi bogatimi izkušnjami, znanji ter vedenji, ki jih je v času študija pridobila tudi s delom in usposabljanjem na Uri Soča. Cenjena Tatjana Lapuh, veseli smo, da vas imamo. Iskrene čestitke še enkrat, predvsem pa še enkrat hvala. Ampak nismo še končali pri tkanju novih prijateljskih vezi. Še nekdo je z nami. Je naša stalna sodelavka, naša stalna strokovna podpora. Njene strokovne članke redno objavljamo v naši reviji Športnik, kjer se s pomočjo sodelavcev in soraziskovalcev nenehno prizadeva s svojimi zapisi in dognanji za nenehen razvoj kvalitete življenja oseb z invalidnostjo. Po duši in izobrazbi je šolana športna pedagoginja. Kot visokošolska učiteljica in redna profesorica je danes zaposlena na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Je tudi redna profesorica na Fakulteti za šport v Ljubljani. Predvsem pa je bila in ostala naša velika podpornica in prava prijateljica parašporta, dr. Tjaša Filipčič. Doktorica Tjaša Filipčič, čestitke in hvala. Ni nama še zmanjkalo prijateljev in tudi jih ni zmanjkalo slovenskemu parašportu. Poglejmo si naslednjega prejemnika. Maja so me prestavili v Sočo, kjer sem ostal vse do septembra. Tu sem že dobival nazaj občutke. Začeli so me postavljati nazaj na noge. Še enkrat sem se učil tudi pisati. Imel sem neverjetno voljo in željo. Videl sem napredek in fizioterapevti so radi delali z menoj. Govorili so, da prestavljam gore, da delam čudeže, je Franče Gorazd Tiršek opisal včasih od oči javnosti skrito, a nič manj pomembno delo fizioterapevtk in fizioterapevtov, ki so nepogrešljivi za invalide. Uspehov v parašportu pa brez fizioterapevtov ne bi bilo. Njihove roke, njihovi gibi delajo čudeže, njihove besede pomirjajo.
Parašportniki pa imajo v njih velikega zaveznika in podpornika. Taki trije so tudi fizioterapevti Matej Kovač, Alen Pavlec in Dorijan Hojnik. Od danes tudi uradno, sicer pa že lep čas, prijatelji parašporta. Prihajata Alen Pavlec in Dorijan Hojnik. Matej Kovač je žal zbolel, ampak bo prejel nagrado gotovo. Dobrodošla. Čestitke slovenski parašport in predvsem parašportniki smo srečni, da vas imamo. Hvala. Zlate roke prijateljev. Več kot desetletje nas podpira in stoji ob strani. Naši športniki so potrebovali športne torbe in so jih dobili. Vmes so na vrsto prišle tudi žoge, potem pa specializirani vozički za igranje košarke. Ob zadnji akciji nam je podaril 3. Po zadnjih podatkih bodo kmalu še 3 naši košarkarji imeli nov košarkarski voziček, s katerim bodo še bolj konkurenčni, hitrejši, boljši. Vsi dobro veste, da taki vozički stanejo lep kup denarja. Poletja, prvi dnevi julija, so rezervirani, da smo gostje na njegovem kampu, kjer mladim predstavimo parašport. Goran Dragič, naš prijatelj parašporta, nikoli ni govoril o denarju. Vprašal pa je, kaj potrebujemo. Pri njem smo vedno dobrodošli. Še en prijatelj parašporta, ki ga res da danes ni z nami. Nagrado bo prejel oziroma tole priznanje. Kot rečeno, Gorana Dragiča ni v naši družbi, se pa nam je oglasil. Lep pozdrav vsem v Ljubljano, zahvaljujem se vam za prijetno priznanje, prijatelj parašporta, ki mi veliko pomeni. Obljubim, da bom tudi v letu 2025 za mojo fundacijo podpirali parašport in se veselim vašega obiska na mojem taboru v Laškem. Pozdrav iz Miamija. Čau. To je lepo, tudi v Miamiju imamo prijatelje. Hvala lepa. Popravi mojo napako odprej, prosim lepo. Ja, tudi sam sebe kdaj presenetiš, a ne? O, ja. Ja, nažalost je v življenju pač tako in tudi v letošnjem letu ni bilo nič drugače, da je parašport ne samo veliko dobil, ampak tudi kar precej izgubil. V 77. letu je umrl naš dolgoletni sekretar Igor Malič, ki je na področju parašporta pustil globok pečat in tudi sam pripomogel k sistemskemu razvoju parašporta. Igor Malič je funkcijo profesionalnega sekretarja Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paralimpijskega komiteja opravljal med letoma 1993 in 2010. Bil je izkušen športni delavec. Predtem je bil zaposlen na Športni zvezi Slovenije. Bil je pravi leksikon na področju mednarodnega sodelovanja. Aktivno je sodeloval pri pripravi zbornika ob 60-letnici Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paralimpijskega komiteja.
V 32. letu je umrl Jakob Škantelj, nekdanji podpredsednik Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paraolimpijskega komiteja in naš parašportnik. Reprezentant dvoranskega balinanja Jakob Škantelj je bil tetraplegik. Uspešno se je izšolal, vmes pa se navdušil nad parašportom. Sprva je bil to šah, potem hokej na električnih vozičkih in dvoransko balinanje boča, kjer se je uveljavil in postal tudi članski reprezentant. Lani novembra je postal državni prvak v kategoriji BC3. Bil je tudi ligaški prvak. Jakob je bil zanesljiv sodelavec in prizadeven funkcionar. Med letoma 2017 in 2021 je bil podpredsednik Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paraolimpijskega komiteja ter proaktiven član programskega odbora za problematiko programskih vsebin za invalide v okviru programskega sveta RTV Slovenija. Jakob je bil tudi predsednik Društva študentov invalidov Slovenije. V 39. letu je po težkem boju z boleznijo umrl Robert Vlah. Bil je član košarkarske reprezentance gluhih, s katero se je izkazal na mednarodni ravni. Leta 2011 je na svetovnem prvenstvu v Italiji s košarkarji osvojil 8. mesto. Leta 2012 pa so z ekipo v Turčiji postali evropski prvaki. Robert je bil tudi član nogometne ekipe Slovenije na lanskoletnih igrah specialne olimpijade. Robert in ekipa so osvojili zlato kolajno. Ja, to je to, od nekoga smo se poslovili, srce je boleče, seveda. Poskusimo vsaj nekaj te bolesti, vsaj malce umiliti z glasbo. Z nami bo izvrstna mlada violinistka Maša Stopar.
To sta bila Maša Stopar in Johann Sebastian Bach. Maša se je z violino srečala pri 4 letih in od svojega 7. leta je z njo osvojila že številne nagrade. Vse nas je navdušila na Mladih upih programu, v okviru katerega Zavarovalnica Triglav financira nadarjene mlade, med njimi tudi parašportnike. No in prav zato, da se zazremo v svetlejšo prihodnost, se bomo zdaj posvetili mladim. Podelili bomo namreč priznanje za perspektivnega mladega športnika in športnico. Na oder vabim Marka Horvata, vodjo prodaje v Lidlu Slovenija, in Metko Šilar-Šturm, vodjo področja korporativno komuniciranje v podjetju Lidl Slovenija, da podelita priznanje perspektivnima mladima parašportnikoma. Kdo je prvi, Matejan? Prvi je Bor Gradišek, 16-letni nadarjeni slabovidni šahist, ki je član medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje in celjskega šahovskega kluba. Letos je uspešno tekmoval na mladinskem svetovnem prvenstvu v Indiji, kjer je bil vse do 7. partije v igri celo za medaljo, na koncu pa je pristal na 4. mestu, kar je odlična vzpodbuda in motiv za nadaljne treninge. Bor Gradišek, iskrene čestitke, to je mladi, perspektivni parašportnik leta. Bor, veliko sreče tudi v nadaljni karieri. Da boš takšen kot Gukeš. Všeč mi je, kako je odločno stopil, pogumno pokazal plaketo, samozavestno. Priznanje prejme tudi Isabela Mort, je 16-letna nadarjena gluha atletinja, ki je letos nase prvič opozorila na mednarodni sceni. Uspešno je nastopila na mladinskem svetovnem prvenstvu v Tajpeju, kjer je v teku na 100 metrov zasedla 5. mesto, v teku na 200 pa je bila 10. Izkazala se je tudi na državnem mladinskem prvenstvu slišečih. Na tekmovanju, ki ga je organizirala Atletska zveza Slovenije, je bila v metu diska bronasta. Isabela, iskrene čestitke! Najlepša hvala podeljevalcema, iskrene čestitke mladima perspektivnima športnikoma. Mi pa nadaljujemo s podelitvijo plaket, ki jih bodo podelili športnikom za izjemne športne dosežke. Priznanja bosta podelila Borut Sever, direktor fundacije FIHO, in Branko Zorman, predsednik sveta fundacije za šport. In kdo prejme priznanje? Prvo priznanje prejme najuspešnejši član slovenske paraolimpijske odprave Franček Gorazd Tiršek.
ki je na Paralimpijskih igrah v Parizu osvojil zlato medaljo v disciplini zračno puško stoje v kategoriji R4. To je 30. avgusta osvojil v pravem slogu, saj je s finalnim dosežkom 253,2 kroga postavil tudi nov paralimpijski rekord. Gospod Tiršek, kar ostanite še malce z nami. Kajti na oder pride tudi izvrstna paralokostrelka Živa Lavrinc. Prvi svetovni rekord v dvoranskem lokostrelstvu na 25 metrov je dosegla januarja na tekmovanju v Podčetrtku. 515 krogov je ustrelila. Dosežek pa je še izboljšala novembra na tekmi v Chicagu, kjer je za novo rekordno znamko zbrala, reci in piši, kar 532 krogov. Živa Lavrinc! Najlepša hvala vsem, z izjemo vas, gospa Živa. Kar k nama, gospa Živa? Če vas mora biti strah, Bog ne da, imamo mikrofon tudi za Živo, imamo, ne da? Takoj pridem. Matej, imaš kakšno vprašanje za Živo, samo da gospodu Tiršku vrnem? Z Živo sva se letos že toliko pogovarjali, da mislim, da si nisva ostali ničesar več dolžni, tako da bom kar tebi prepustila. Presenečenje imamo za vas. A ja? Ne bo se potrebno obračati stran od publike, samo malce bomo pokramljali, imam nekaj s seboj. Imam sicer zelo drobno knjižico. Ja. Kaj ste rekli? Ja, to je ta knjižica. Knjižica, zelo majhna, nima prav veliko strani, ampak v njej je toliko toplih besed. Šport nam daje moč, misli in želje učencev osnovne šole Ledina, bolnišnična šola. Vi ste prebrali tole knjižico? A seveda. Imate jo doma? Ja. Aha, potem jo bom vzel, ker mi je všeč. Komu drugmu? Krasne misli so tukaj, recimo tale mi je bila všeč. Anja iz 8. razreda jo je napisala: zmagaš tudi, če nisi na prvem mestu, saj zmaga ni le številka. Veliko narediš že s tem, da poizkusiš in se potrudiš. Res je. To so vam otroci iz te bolnišnične šole napisali, kaj ne da? Tako je. Ta knjižica me je pričakala na postelji, takrat je nisem opazila v Parizu, ker je bilo veliko brošur skupaj. Potem je pa Jana en dan pred nastopom, najnim nastopom, zdaj nam vprašala, a si ti videla že to knjižico? Jana, naša spremljevalka v Parizu, za katera je za vse zrihtala, da je bilo ful dobro. Sem rekla, kjero knjižico? Ne, nisem. Ja, poglej, no, to so dobre želje učencev. Iz Soče, pa iz osnovne šole Ledina. Kako nisi pogledala? In jaz sem to knjižico brala do 3 zjutraj. En dan pred nastopom. Do kdaj ste jo brali? Do 3 zjutraj. To pa še druge želje iz osnovne šole Frana Albrehta učenci, ki so mi naredili za popotnico moje osnovne šole. In jaz sem se začela jokati, ker to so bile take besede skupaj zbrane, da... So vas te misli tudi spodbudile, pognale k temu uspehu? Dale so mi vedeti, da je vse v redu, ne glede na to, pač kaj bom jaz naredila. A ste se vi s temi otroci sploh srečali? Niste najbrž, ne da? Že parkrat sem se želela srečati s temi otroki, pa mi še ni ratalo, tako da... Pa kaj nam niste povedali? Nekateri od njih so tukaj.
Z nami so nekateri od avtorjev teh čudovitih misli. Oskar, Nuša, Jan in David ter učiteljici Sabina in Tanja. Draga živa, učenci Joše Ledina bolnišnična šola smo vam podarili misli in želje, ki so vas spodbujale na paraolimpijskih igrah v Parizu. Vaše sanje so se uresničile. To nas je vse neizmerno razveselilo in vam čestitamo za olimpijsko medaljo. Tudi vi ste nam za svojim uspehom, srčnostjo podarili moč in voljo, da ste na naši poti življenja trudimo in smo veseli vsakega malega koraka, tudi športnih uspehov. Hvala vam za vse kartice pozitivnih misli, ki ste jih zapisali za vsakega izmed nas. Hvala tudi za darila, ki ste nam jih prinesli iz iger v Parizu. Trenutki, ki jih danes doživljamo skupaj, bodo v nas ostali za vedno. Z njimi bomo gradili in ustvarili skupne poti. Oskar je prebral te čudovite misli, Nuša pa je naslikala tole sliko. Cenjeni otroci in učiteljici, najlepša hvala. Hvala vam. Resnično najlepša hvala. Vsakemu posebej, pa še vam za tole presenečenje. Res presenečenje. zelo lepo. Hvala. Hvala lepa vam, cenjena živa. A lahko grem z vami, jaz nimam nobenega robčka s seboj. Hvala vam. Jeszcze czas. Jeszcze czas. Jeszcze czas, jeszcze czas, Jeszcze czas. jeszcze czas, Jeszcze czas. Czas. czy jeszcze czas, Jeszcze czas. jeszcze czas, Jeszcze czas. Czy jeszcze czas? napełnitej z winą, napełnitej, Napełnitej z winą. Cieszę jest, skostor, Cieszę jest, cieszę iskra rozpali ty kryz. Diuje skończeno, Živi akordi, si plameneći do rdičih nebis. Do rdičih nebis. Si plamenići do rdičih nebis. Svoje bilo telo škrla. Skocznik wieczerny daj, strzelę, Szczerze i złote, ja sam tym strzelam kraj.
Še enkrat smo lahko uživali v komornem zboru Ipavska. In si malo oddahnili od prvih presenečenj. Sedaj pa, spoštovane dame in gospodje, smo prišli do vrhunca današnjega večera, ko bomo razglasili najboljšo športno ekipo in posameznika minulega leta. Na oder zato vabimo predsednika Državnega sveta Marka Lotriča, da podeli priznanje najboljši para ekipi leta 2024. Podelil pa jo bo. Poglejmo si. Vesta, da en drugega potrebujeta, znata skupaj sanjati in te sanje so pripeljale do medalje. Ratala je, bravo, vrhunsko. Pod taktirko trenerke Brine Božič je slovensko paralokostrelstvo postal resen in spoštovanja vreden tekmec na mednarodni sceni. Živa Lavrinc in Dejan Fabčič sta pod njeno taktirko združila moči in v Parizu na 17. poletnih paralimpijskih igrah v ekipni tekmi ustrelila bron na njun način, po veliki drami, po medsebojni vzpodbudi, pravem vrtiljaku preobratov in čustev. Bili so težki trenutki, a sta drug drugega s pravim strelom v pravem trenutku povlekla naprej. Po porazu v polfinalu so kot prava ekipa strnili glave, ukrotili vroče srce in s trezno glavo nato prišli do brona zlatega leska. Po slišanem in videnem niso rekli zadnje. Tu je letošnja ekipa leta. Bravo Živo, bravo Dejan. Pa se posvetimo še najboljšim posameznikom tega leta. To najprestižnejše priznanje bo skupaj z gospodom Lotričem podelil tudi predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije, Damjan Lazar. Prosimo, pridružite se nam. Kdo je bila najboljša parašportnica leta 2024? Poglejmo. Jaz sem sama videla, da moram slediti svojemu strelu, takšnemu kot je.
Vrata nama je vrhunsko. Očitno nekaj delamo prav. Očitno. Živa, vi ste tako hitro prišli na oder, še prej bi jaz sploh povedal, kaj ste vse dosegli letos. Bova zdaj, v redu? Kako ni treba? Seveda je treba, ker za vami je bilo pestro in uspešno leto. Začeli ste ga svetovnim rekordom, pa tudi končali z njim. V Združenih državah Amerike je Živa popravila svoje januarske dosežke izpod četrtka. Vmes se je na tekmi svetovnega pokala zavihtela na 3. mesto in doživela svoj ognjeni krst na 17 poletnih olimpijskih igrah. Vi bi radi, da ste vse zamolčim, ali kako? Pa še začel nisem, to je prvi odstavek komaj. Nastope v posamični konkurenci na igrah je končala v četrtfinalu, potem ko je tesno izgubila dvoboj z Mongolko. Slovenski tekmovalki je upe na polfinale odnesel prav zadnji strel, ko je zadela, koliko? 5. A to v Tarčile, to nekam okrog. Na tribuno ste poslali. Se zgodi tudi to. Svoj trenutek pa je dočakala na ekipni tekmi, kjer se je z Dejanom zavihtela do brona. Sicer pa Živa v prvi vrsti je mama, kaj ne da? Njen sin Noah Matija je bil njen navijač v Parizu, smo ga videli na posnetkih, kaj ne da? Smo malce. Ob strani pa stoji partner Manfred. Leto 2024 je Živa postala tudi magistrica športnega menedžmenta, danes pa je parašportnica leta. Tukaj piše, Živa vabljena na oder, vi pa ste tukaj že. Zdaj pa ne bo več presenečen, ne bova točila solz, tudi jaz sem prej, če ste opazili. Povejte, podelite z nami neke občutke zdaj, v tem trenutku, ko gledate za nazaj. Ne dela? Pestro leto je bilo, je rekla? Ali pa dela. Dela? Dela. Pestro leto je bilo, sigurno. Rekla bi, v bistvu ne samo leto, ampak leto in pol, odkar se nam je pridružil sin Noah, bilo res nekaj posebenega. Z lokostrelstvom sem se srečala pred 3 leti, čist po naključju, in dokaj hitro me je pod okrilje vzela Brina, naša trenerka, rekla, ja, kaj prid na naše priprave. Evo, danes sem pa tukaj. Zdaj pa prosim še zadnji, najglasnejši aplavz za parašportnico leta. Hvala. Čestitke, Živa, in hvala. Hvala tudi našemu podeljevalcu Marku Lotriču za podelitev priznanja najboljšemu parašportniku, pa naj se Damjanu Lazarju pridruži državni sekretar magister Dejan Židan. No, ob vseh presenečenjih nocoj pa tale naslednji dobitnik zagotovo ne bo presenečenje. Bo senzacija, pa kljub temu si poglejmo, kdo je parašportnik leta 2024. Gold medalist and Paralympic champion representing Slovenia, Ranke Golovic. 20 let radi dela, nekaj skozi sem vedel, da sem zmožen, da sem to pravi in danes sem to. Poplačano vse garanje, vse odrekanje, vse trud.
Ja, če bi želeli o vseh težavah, ki jih je imel Franček Gorazd Tiršek letos pred paralimpijskimi igrami posneti film, bi bil kar uspešnica. Predvsem pa bi bil film o neuklonljivem duhu šampiona iz Gornjega Grada, ki je poleti sredi noči odpeljal v Avstrijo, da dobi pravo primerno puško. Šel je, ker je vedel, da če bo imel pravo opremo, ima v roki vse, kar potrebuje za medaljo, za zlato kolajno, ki mu je edina še manjkala v tako bogato založeni vitrini. Storil je se 30. avgusta leta 2024, pa s finalnim nastopom in paralimpijskim rekordom pred skoraj 100 slovenskimi navijači v centralni Franciji postal paralimpijski prvak in se tako še enkrat znova pravzaprav zapisal med nesmrtne legende. Dobrodošel ponovno in spet na odru. Hvala lepa. Saj veste, gospod Tiršek, tudi za vas imamo presenečenje, ne da? Imamo, podeljevalcema najlepša hvala. Če so ostali prevzeli nagrade, pa jaz predajam Samo malo počakaj, gospod Tiršek. Jaz vem, kaj si vi želite že, ne vem, 15 let. To so mi povedali. In želja se vam bo zdaj uresničila. 1,5 ure dolg intervju z nama. Smo zadeli, ne da? Smo zadeli. Popolnoma. In drugače? Ja, zdaj se pa res tako pogosto srečujemo, da sem že povsem domač v vajni druščini. Hvala. On se naju pa ne boji več. Seveda, vse prav, da ne. A lahko samo mi morda še enkrat poveste ali pa vsem nam, vaša znamenita fotografija s paraolimpijskih iger, vi držite medaljo, gledate nekam visoko gor. Kaj je šlo takrat po glavi? Ja, takrat sem jo res poslal v Slovenijo vsem tistim, ki si jo zaslužijo vsaj toliko kot jaz. Samo to? Samo to. Gospod Nani, s takšnimi kratkimi odgovori se bomo namučili tole 1,5 ure. Veste vi? Ok, damo še k temu, ki vam je morda bolj ljuba za pogovor. Vi ste jagara, ne da? Ja, lovec. Kaj vse ste vi že ustrelili? Poslušajte to zdaj. To so te lovske. Ne vem. Težko rečem, kaj vse. Ja. Predvsem iščem divjad, ki je bolana, ki je ostarela, ki je pravilna, da se izloči iz lovišča in tako da prostor mlajšim za zdravo populacijo, ki gradi ekosistem, da je narava čim bolj zdrava in mogočna. To je tudi poslanstvo lovstva, kaj ne, da je eno izmed? Tako je, poleg zimskega krmljenja in opazovanja narave, ekologija narave in se to združuje pravega lovca. Med vaše največje lovorike spada, tako ste se vsaj hvalili doma, zajec s takšnimi ušesi. Mogoče bo res. Mogoče je bilo res. Tole Saša rajši strelja kozle kot kaj drugega. Hvala, prijateljica. Hvala. Še tole, saj bomo kmalu nehali s tem lovstvom, ampak to me res zanima. A je to samo v filmih, a je tudi zares tisti rogovi, pa tako to zapiskate, preden greste na lov?
Ne, to so bolj filmi. Pravi lovec je takšen, kot sem ga prej opisal v besedah in predvsem varuh narave. Ti rogov nimate, to ne marate vi. Seveda, tudi nekaj je teh rogov, ampak kot sem že prej omenjal, predvsem, ker je pravilno, da se izloči iz populacije. Samo trenutek, nek šunder slišim tule. Takoj, ko se nehamo pogovarjati o športu, ko se pogovarjamo o lovcih pa o nekih rogovih, nek šunder tule. Lovski rogovi, kar k nam! To je bilo tako fajn, da ima lahko tisti vaš zajec tudi takšne ušesa zaradi mene. Sedaj imamo v levem kotičku že eno solzico, tako da ne vem, kaj se bo zgodilo naprej. Imamo še kakšno vižo? Za publiko? Kar izvolite. Resnično sem počaščen, da lahko na takšni gala prireditvi predstavimo tudi lovsko kulturo in iskrena hvala lovskim rogistom, ki so res odlični. Hvala vam. Hvala vam za vse, kar ste nam dali. Še malce ostanite z nami, naj se na odru pridružita še parašportnik leta in seveda član ekipe leta, ki smo jo sicer že videli, ampak da bo fotografija res imenitna. Še eno majhno presenečenje imamo takole za konec, za finale. Kdor lahko, seveda naj ostane, vsi ostali pa uživajmo v tem trenutku. Živi nas in da roditi krepnilo čakrat dan, da gore sonce
cenjeni dobitniki najvišjih odličij ter tudi vsi ostali, še enkrat iskrene čestitke. Preden se zares poslovimo, lepo prosim še glasen aplavz za nekoga, ki je imel res polne roke dela, naš Martin Klepec. In ja, iskrena hvala vsem, ki stojite tem izjemnim športnikom, ki jim ni para ob strani. Hvala lepa, ker ste bili nocoj z nami. In dobrodošli, da naše druženje nadaljujete tudi v preddverju. Najboljši ne pozabite na skupno fotografiranje, vsem pa seveda srečno in uspešno novo leto tudi v parašportu. Ha ha.